Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Visoka temperatura v poletnih mesecih pogosto izzove stres pri govedu, na kar morajo biti kmetovalci tudi pripravljeni. Nahajamo se na kmetiji v Zbigovcih. Tukaj z mano je gospa Karmen Jerič, specialistka za govedorejo in ekološko kmetovanje, ki nam bo malce več povedala o vplivu visoke poletne temperature na govedo in pa o samem vročinskem stresu pri govedu, ki je posledica prav tako visokih poletnih temperatur. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Vroče obdobje v poletnih dneh povzroča tudi segrevanje v hlevu, na kar so živali tudi občutljive. Kakšno območje je priporočljivo, temperaturno območje pri govedu? Res je. Prišli smo v obdobje prvega, kako bi rekla, poletnega vročinskega vala, ko se temperature dvignejo nad 30 ali krepko nad 30 stopinj in te visoke temperature potem vztrajajo tudi več dni zapored in takrat že lahko pomislimo oziroma moramo pomisliti govedorejci na možnost oziroma na tveganje vročinskega stresa pri govedu. Govedo ima tisto optimalno, termonevtralno, kako bi rekla, območje tam med -10 stopinj in +20. To še ne pomeni, da je to idealno oziroma da je optimalno temperaturno območje, ampak kot pravim, govedo od -10 do 20 stopinj ne trpi ne mraza in ne vročinskega stresa, kar pa je, in treba je povedati, da lažje prenaša nižje temperature kot pa visoke. In kar je temperature nad 20-25 stopinj, pa zagotovo že lahko pomislimo na ta tako imenovani vročinski stres. Optimalna temperatura sicer reje oziroma tam, kjer živali preživijo dan in ležijo po noči, je odvisna seveda od kategorije in od starosti živali. Pri teličkih je seveda ta temperatura nekoliko višja. Nekdaj so na primer stara priporočila govorila, da je optimalna temperatura za kravo moznico med 5 in 20 stopinj. Zdaj nova priporočila in nova spoznanja pa pravijo, pa ugotavljajo, da je to kar precej nižje. Se pravi, nova priporočila oziroma nova spoznanja govorijo o tem, da je to med 0 stopinj in 16 stopinj. Kar za 5 stopinj manj. Je to tista optimalna temperatura, pri kateri se krava moznica, ženska žival goveje živine, najbolje počuti. Kaj pa je to vročinski stres? Kako se odraža na živalih? Vročinski stres prepoznamo pri živalih po pospešenem dihanju, pospešeno znojenje, to se pravi potenje telesa, poveča se slinjenje, poviša se seveda telesna temperatura in pa srčni utrip pri živali. Pri hujši, se pravi pri višjih temperaturah, ko je ta stres večji, močnejši, takrat pa žival preneha z manjšo konzumacijo krme, poveča se pitje vode, pojavijo se pa tudi drugi znaki oziroma druge težave, predvsem plodnostne težave. Znano je tudi, da pri kravah moznicah povzroči vročinski stres oziroma vpliva na prerejo mleka. Kako vpliva na prerejo mleka? Pri dlje časa trajajočem pa pri visokih temperaturah, ker krava seveda manj zauživa krme, več pije, pride do padca mlečnosti. Dokazano je, da če krava utrpi recimo vročinski stres v času presušitve, da je potem v naslednji laktaciji nižja mlečnost in pa da je celo nižja vsebnost maščobe v mleku. Kako pa razen na primer temperature povzroča tudi vročinski stres, mogoče tudi relativna zračna vlažnost? Ko govorimo o samem vročinskem stresu, seveda ne govorimo samo o temperaturi okolja, o temperaturi v hlevu oziroma v temperaturi zraka, ampak je tu zelo pomemben faktor tudi relativna zračna vlažnost. In to kombinacijo visokih temperatur in visoke zračne vlage
označimo oziroma imenujemo kot kazalnik temperaturno-vlažnostni indeks, ki je, zdaj, če govorimo o številkah, v razponu začne se pri 64 in konča pri 100. 64 pomeni skoraj optimalno območje, se pravi, temperatura je nizka, temperatura je recimo 15 stopinj, med 10 in 15 stopinj pa nizka zračna vlaga. Če ta indeks naraste preko 72, že govorimo o nekem zmernem stresu, ki se lahko pokaže pri predvsem kravah molznicah, v plodnostnih motnjah, povečanem številu somatskih celic, povečano pojavnosti mastitisu, lahko se izrazi tudi kasneje, potem ko že ta vročinski stres mine. Ko so pa vrednosti tega indeksa, kot mu rečemo, višje od 77 ali pa proti čez 80, že govorimo o nekem močnem vročinskem stresu, kar je pa nad 80 ali pa celo 90, je pa zelo močan stres in lahko vodi ne samo v zmanjšano konzumacijo krme, hude plodnostne težave, žival obnemore, ampak tudi celo v pogin živali. Smo tukaj prisotni na pašniku. Ali lahko pri živalih izzove tudi vročinski stres, takrat, ko so na pašniku, in kako ukrepati v takih primerih? Tudi na pašniku lahko pride do vročinskega stresa, seveda, ker so živali, če so čez dan zunaj, pa na zelo visoki temperaturi in na močnem tem sončnem obsevanju, lahko pride celo do opeklin. Zato moramo tudi živalim na pašniku zagotoviti primerno senco, nekaj zatočišče, se pravi neko kritino oziroma neko nadstrešek. Lahko je tudi naravna senca od drevja ali pa od visokega grmovja. Kritina oziroma tole senco zagotavljamo lahko z različnimi premičnimi ali pa na mesto postavljenimi temi senčniki, ki so lahko iz tkanine, lahko so lesene kritine, ni primerna pločevinasta. Pomembno je, da jim zagotovimo ne samo senčno mesto, kamor se lahko v tistem najbolj vročem delu dneva zatečejo, ampak da imajo na paši tudi primerno zagotovljeno količino sveže, neoporečne, po možnosti hladne vode. Kako pa potem ukrepati takrat, ko se pri živalih pojavi vročinski stres? Kateri ukrepi so to? Najpomembnejši ukrep je zagotovo zagotavljanje zadostnih količin vode. Pravijo, da na vsaki 100 kg telesne mase naj bi v vročih dneh krava popila vsaj 10 do 12 litrov vode. Ta voda po možnosti naj bo hladna, zato ker je, pa še eno pravilo je, da za vsako stopinjo, ko naraste temperatura okolja, je poraba vode pri živali večja za 1,2 litra. Se pravi, na vsako stopinjo 1,2 litra računamo dodatno vodo. In pri vodi je pomembno to, da je hladna, zato ker recimo voda pri 10 stopinjah Celzija, če jo krave popijejo pri 10 stopinjah Celzija, ohladijo telo kar za 10%. To pomeni 10% te odvečne toplote, ki jo je žival proizvedla, ko je zaužila krmo, pa z te presnovne energije se porabi za segrevanje te vode v telesu. Voda je prvi ukrep. Potem so pa naslednji ukrepi, ki so lahko recimo v hlevu, kot smo prej že rekli na pašniku, zagotovitev sence. V hlevu pa govorimo ponavadi o pasivni ventilaciji, pasivnem prezračevanju. To lahko dosežemo predvsem v teh novejših hlevih, ko so visoki, imajo visoko sleme, imajo dovolj zračnega prostora in je gibanje zraka mogoče že naravno zagotovljeno, sploh če je hlev postavljen v optimalno lego vzhod-zahod. Takrat je gibanje zraka zagotovljeno že tudi vertikalno. Pri starejših hlevih, ko so pa nižje, seveda stropi so nižji, manj je tega volumna zraka, manj prostora, takrat pa moramo aktivno prezračevanje urediti. To so lahko ventilatorji na steni hleva, ki zrak izsesajo iz hleva in pride sveži zrak
notri, lahko so ventilatorji na stropu oziroma gre lahko tudi za plastične cevi, v katere uvajamo svež zrak in s tem nad ležišči oziroma nad krmnim mestom zagotavljamo živalim svež in, kako bi rekla, bolj hladen zrak. Ali je pomembna tudi sprememba prehrane, kak tak ukrep? V času tega poletnega pa dlje časa trajajočega vročinskega stresa, ko živali manj konzumirajo, je priporočljivo tudi spremeniti prehrano. Pomeni, da ker žival ne bo zaužila za tisto predvideno proizvodno ali mlečnost dovolj energije in dovolj hranilnih snovi, takrat povečamo nekoliko koncentracijo energije, to dosežemo z dodatkom maščob, potem povečamo kakovost beljakovin in to tistih, ki se ne razgradijo hitro v vampo, ker tega ne želimo, se pravi dodajamo malo več bučnih pogač ali pa malo več sojnih pogač, ampak vendar pa vseeno razmerje med močno krmo, se pravi, če povečamo delež te močne krme, maščob in teh beljakovin, pa razmerje med močno krmo in strukturno krmo pa vseeno naj ostane 40 do 60. Živalim seveda pa zagotovimo dovolj te kakovostne vode, kot smo že rekli, pa ne smemo pa pozabiti tudi na minerale in na vitamine. Eno tako splošno priporočilo je, da v času vročinskega stresa bi naj povečali predvsem oskrbo z natrijem preko soli, v soli je pa seveda veliko klora, potem lahko uporabimo tudi sodo bikarbono, natrijev bikarbonat. Priporočilo je, da bi povečali dodatek mineralno-vitaminskih dodatkov za 15%, vsaj 15 ali 20% v tem času. Ali vpliva ta vročinski stres pri govedu tudi na pogin? Možno je pri zelo visoki temperaturi, seveda pri pa zelo visoki relativni zračni vlagi, ko pridejo te indeksi, kot smo prej rekli, temperaturno-vlažnostni indeks na 99 ali 100, to pomeni zagotovil pogin živali. In tega ne smemo dovoliti, tako daleč moramo zagotoviti pohlajevanje. Pohlajevanje je lahko tudi recimo v hlevu z škropilniki, z vodo, se pravi z drobnimi vodnimi kapljicami, ki potem izhlapevajo iz telesa živali oziroma iz opreme in s tem hladijo okolje. Zagotoviti moramo hladna ležišča, se živali same iščejo, tudi na pašniku, da lahko toploto oddajajo v tla. Tudi možen je pogin. No, najbolj pogosti znak je pa ravno slabša plodnost in pa pregonitve. To se pa pogosto zgodi, predvsem pri kravah molznicah, ko so visokointenzivne, visokoproizvodne. Takrat se pa pogosto zgodi, da pri visoki temperaturi telesa, ki jo ima mama, da je že oplojeno jajčece, se pravi zarodek v prvem mesecu, ko nima svoje termoregulacije, kako bi rekla, svoje lastnega mehanizma za termoregulacijo, da ta zarodek v prvem mesecu odmre. In takrat pravimo, da se krava pregoni, da ne ostane breja in smo s tem izgubili spet v tem poletnem ali tem vročem času smo izgubili mesec ali dva ali pa celo več, ravno zaradi teh plodnostnih motenj. Pa še eno spoznanje je, kar je zelo zanimivo, so znanstveniki z poskusi pa so dokazali, da recimo krave, ki so utrpele vročinski stres v času prvih mesecih brejosti, ampak so ostale breje, pa so povrgle potem skotile teličke, da so te teličke, se pravi vpliv na naslednjo generacijo je celo, da so te teličke potem, ko so prišle v prvo laktacijo, pa ko bi se morale same obriti, so imele nižjo mlečnost v primerjavi z teličkami, ki niso bile kot zarodek v vročinskem stresu, in pa slabše plodnostne rezultate oziroma slabšo plodnost so imele. Se pravi, vročinski stres predvsem pri kravah molznicah vpliva tudi na naslednjo generacijo živali. Kako je pa pri pasmah živalih? So nekatere pasme živali odporne na vročinski stres ali so manj odporne? Res je, pasme se seveda po svetu precej ločijo. Pasme, ki so v tropskih oziroma ki jih vzrejamo v tropskih krajih ali pa v teh vročih podnebjih Afrike ali Indije ali to,
kot je pasma zebu, recimo, je neprimerno bolj odporna na te visoke temperature in pa na ta vročinski stres, kot pa naše intenzivne, selekcionirane, visoko proizvodne črno-bele, holštajn, frizijske ali pa simentalske, lisasta pasma ali pa jersey pasma, ki jih poznamo v Evropi. Govedo je namreč, vsaj v Evropi, pa naše pasme, je žival severnih območij, se pravi hladnih območij in je, kot sem že rekla, ji bolj prija govedo nižje temperature kot pa visoke. Je pa res, da opažajo pa znotraj posameznih pasem, so pa posamezne linije živali, da so pa posamezne živali znotraj pasme bolj odporne na stres kot pa druge. In ko so poskušali to v genetiki, seveda z genetskimi testi ugotoviti in identificirati, najti tiste gene, ki vplivajo na bolj odporno ali bolj na manj odporno žival, so jih identificirali do sedaj več kot 400. In to so, temu pravimo, potencialni geni, na katerih se bo seveda v prihodnosti raziskave in ta razvoj bo šel naprej in verjetno bo ta odpornost na vročinski stres bo verjetno eden od selekcijskih indeksov, se bo vključil v selekcijski indeks. Drage gledalke, dragi gledalci, to bi bilo v današnji oddaji zaenkrat vse. Hvala vam, da ste spremljali našo oddajo. Lepo se imejte in lep pozdrav iz Zbigovcev.